vse čas. Torej, na lokalnem nivoju se brez neke dobre volje tu nekega birokrata v Ljubljani praktično ne more zgoditi ničesar. In to ni dobro za to državo, zato tudi razvojni zaostanek in zato ne nazadnje tudi gospodarska rast takšna, kakršna je, in problemi v gradbeništvu takšni, kakršni so. Torej, potrebujemo en resen res v slovenski državni birokraciji, predvsem razbremenitev, reorganizacijo in tako naprej, da bodo vsi ti postopki, ki tečejo tako, kot tečejo nekateri po 10 let, da bodo tekli hitreje. Sicer razvoja te države pogosto ne moremo pričakovati. To gesto jaz razumem predvsem kot protest proti temu. Pa ni to morda tudi protest oziroma nekakšen odziv na kandidaturo Zorana Jankovića? Ne vem, če je to odziv na kandidaturo Zorana Jankovića. Jaz sem dejal, da se osebno z drugimi ne želim ukvarjati. Jaz se ukvarjam za svojo stranko, za svojo vizijo, za svojo potjo. Imamo rešitve za vprašanja, ki so pomembna za to državo, in to me zanima. Vse ostalo me ne zanima. Problem pa je, ki ga sam vidim, da politika, tako kot jo je vodila, ki je bila vodena, torej država, kot je bila vodena z politiko takšno, kakršno je bila, torej politiko zadolževanja, to državo definitivno pelje v propad. In na tem področju je potrebno spremeniti to politiko, spremeniti prioritete, v ospredje postaviti gospodarstvo, razbremenitev, torej reorganizacijo javne uprave, in tako bomo nekako prišli naprej. Politika, ki pa je bila vodena tudi v mestu Ljubljana, če hočete, pa je bila politika zadolževanja. In to je tisto, kar skrbi. Torej, mi potrebujemo tokrat drugačno razmišljanje, radikalno drugačno razmišljanje. Torej, dosledno, načelno, brez kompromisno, če hočete, varčevanje v javni upravi. Ne more se zgoditi, da protokolarni objekt Brdo v tem času, v te krize, kupi perzijski tepih za 150 000 evrov. Poslušajte, to je škandal brez primere, pa je to zelo minoren primer. Takih primerov je x, neskončno mnogo. In če to zgodbo politiki, ali pa ministri, ali kdorkoli že, nima trdno v rokah, se nam slabo piše. Torej, potrebujemo en resen menedžerski pristop za vodenje te države. Sicer šlo se po gobe. Mogoče samo še en komentar, kaj pravite na to, da je seja, kjer razpravljate o decentralizaciji države v centru države, v Ljubljani? Je simbolno vprašanje, zagotovo. Ravno sporočilo temu centru in vsem, ki v tem centru delamo, govorim v množini, tudi sebe štejem sedaj sem, čeprav prihajamo drugod, da je potrebno razmišljati drugače, da ni Slovenija samo Ljubljana, ampak da je Slovenija cela država, tam od Goričkega, pa če hočete, do Pirana, kot pravi Kristo. Hvala lepa.